Hvala. Torej, lep pozdrav vsem, ki spremljate online predstavitev razstave Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari, okupacijske meje v Prekmurju 1941-45. Razstava je del projekta Napravite mi to deželo, nemško, italijansko, madžarsko, hrvaško, vloga okupacijskih meja v raznaradovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, ki jo popularno imenujemo kar okupacijske meje in jo je finančno omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Projekt bomo izvajali še eno leto. V prvotno sicer le 3-letnem projektu smo svoje delo zastavili na način, ki mu do sedaj v slovenskem zgodovinopisju zagotovo nismo bili priča. Projekt je poseben tako zaradi multidisciplinarnega pristopa, saj imamo v skupini močno število geografov in drugih strokovnjakov, predvsem pa smo zelo razvili tako imenovano public history, torej tesno sodelovanje z ljudmi na terenu in preko spletnih orodij. Rezultat tega je tudi, da naša dela na Facebooku redno spremlja nekaj tisoč ljudi in vsem seveda, ki ste sedaj z nami, se zato res lepo zahvaljujem, ker to je, odkrito rečeno, za nek znanstven projekt izrazito neobičajno. Razstavo smo do sedaj postavili na več kot 30 lokacijah doma in v tujini, trajni ogled pa smo omogočili tako, da smo jih v okviru portala SeaStory preoblikovali v spletne razstave, kjer smo siceršnji vsebini dodali še povezave na filmske posnetke. Ogledate si jih torej lahko, ne samo tole sedanjo, ki še ni bila uradno odprta, na spletni strani okupacijske meje.si. Razstavo Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari, okupacijske meje v Prekmurju 1941-45, bosta predstavila glavna avtorja, prekmurska zgodovinarja, dr. Darja Kerec in dr. Atila Kovač. Sicer pa je pri pripravi, tako kot pri vseh kar 6 dosedanjih regionalnih razstavah, sodelovala celotna ekipa. Kdo vse je v njej, lahko vidite na panojih, pa tudi sicer na našem Facebooku. Zahvaljujem se vsem za požrtvovalnost in trud, še posebej v sedanjih razmerah. Prav tako se zahvaljujem vsem institucijam in posameznikom, ki v projektu sodelujejo, nekateri tudi kot pridruženi člani, če uporabim ta izraz, ker vseh, katerih sodelovanje smo želeli formalno vključiti, jih pač nismo mogli. Z mnogimi, zlasti muzeji, knjižnicami, občinami, raznimi civilno-družbenimi organizacijami, pa stike navezujemo in smo jih seveda navezovali sproti, glede na to, kako poteka raziskava. V tem konkretnem primeru gre predvsem za sodelovanje s Pomurskim muzejem v Murski Soboti in njegovo direktorico Metko Fujs, ki se ji seveda zahvaljujem za pripravljenost, da bo gostila to razstavo. Tukaj gre tudi za občino Murska Sobota, Zvezo Romov Slovenije in njenega predsednika Joška Horvata Muca in številne posameznike v Prekmurju. Razstavo bi morali z nagovorom murskosoboškega župana, dr. Aleksandra Jevška, odpreti konec meseca marca. Sedanja kriza nam je to preprečila. Odprli jo bomo takoj, ko bo mogoče, in vas seveda o tem tudi obvestili. Tale predstavitev glavnih poudarkov razstave je tako namenjena predvsem temu, da vam vzbudi zanimanje in vas motivira, da se boste otvoritve razstave udeležili ter si jo ogledali od blizu. Seveda bomo tudi na otvoritvi, poleg nagovorov in kulturnega programa, imeli vodenje in, kot se za Prekmurje spodobi, tudi pogostitev. Spremljajte nas torej še naprej na Facebooku in bodite pozorni na vabilo. Upam, da se vidimo čim prej. Naj v teh uvodnih besedah rečem še tole. Bil sem prepričan, da se Slovenije, bolj kot je bila razkosana med drugo svetovno vojno, ne da razkosati. Skozi našo raziskavo in blizu 200 posnetimi intervjuji, ki si jih večinoma tudi lahko ogledate,
z domačini po celi Sloveniji smo spoznali, kako globoko so se v spomin več generacij zarezale okupacijske meje. Zlasti na meji s Hrvaško pa smo ugotovili tudi, da je, kar zadeva ožičenje, onemogočanje ali oteževanje prehodov, pa tudi prilaščanje ozemlja, situacija danes podobna ali še slabša, kot je bila med drugo svetovno vojno. Edini mejni kamni na meji med Slovenijo in Hrvaško so še danes le mejni kamni nacistične Nemčije in ustaške NDH. Vse to je gotovo velika sramota za obe državi, pa tudi Evropsko unijo, ki naj bi bila brez meja. A danes nismo ujeti samo v meje svojih držav, pač pa celo svojih občin. Seveda so razlogi drugačni. Pandemija je bolezen in ne vojna, čeprav jo nekateri, tudi najvišji politiki pri nas in drugje, skušajo za to razglasiti in izkoristiti za svoje namene, strankarske in osebne, tudi za vojno dobičkarstvo. Znova se pojavljajo tudi stigmatizacije, še posebej starejših, od katerih so mnogi preživeli okupacijske meje, sedaj pa so zaprti v svoje sobice v domovih za ostarele in praktično izločeni iz družbe. Tega ne povzročajo okupatorji. To si v imenu strahu in nepoznavanja odgovora, kako se ubraniti pred nevidnim virusom, povzročamo sami. In povzročajo nam ljudje, ki nam vladajo. Zato žal naša raziskava v sicer spremenjenih razmerjah ravnanja ljudi, še posebej politikov, kaže, da se mnogi vzorci obnašanja, za katere smo bili prepričani, da bodo le še del zgodovine, ponavljajo. In v tem je gotovo aktualnost tega, kar počnemo. Hvala. Torej, če začnemo z razstavo, prva dva panoja, ki sta uvodna panoja, bom na kratko predstavil jaz, potem bodo pa sledili panoji v Prekmurju. To, o čemer govorita prva dva panoja, sicer predstavljamo na vseh razstavah, se pravi, vse regionalne razstave imajo ta dva uvodna panoja. Tukaj predstavljamo torej začetek okupacije, na kratko vojaške operacije, kako je bilo slovensko ozemlje zasedeno. To lahko vidite na tem zgornjem muzeju, ker zadeva Prekmurje je šlo za napad iz Avstrije. Madžarska v njem ni želela sodelovati, vsaj ne na slovenskem ozemlju, zaradi prejšnjih odnosov z Jugoslavijo, o tem boste nekaj več slišali kasneje. No, vidite tudi sliko Hitlerja v Mariboru, torej s tem je izkazal posebno pozornost, ki jo je namenjal temu ozemlju. Nacistična politika je namreč hotela izbrisati Slovence, jih zamenjati z Nemci in si na ta način torej ustvariti južno mejo nemškega rajha. Hitler je zelo malo krajev obiskal med drugo svetovno vojno, zato to kaže še na poseben pomen, ki ga je pripisoval torej Slovencem oziroma njihovemu uničenju. Na kratko opisujemo, kako je prišlo do delitve, do okupacijskih con. Vse skupaj je določil Hitler, drugi so se morali temu prilagoditi. V osnovi pa je šlo, kar zadeva meje, je šel proces tako, da so torej najprej seveda vojaško osvojili ozemlje, potem so si ga v grobem razdelili tako, kot je določil Hitler, vendar že pri vojaških operacijah je prihajalo do trenj in do konflikt tudi med zavezniki, ker so si pač tako Italijani kot Nemci hoteli prilaščati določena ozemlja. Prevladali so bolj ali manj Nemci
No, kar zadeva Prekmurje, tudi o tem boste slišali kasneje nekaj več. Je tukaj šlo predvsem za rivalstvo Madžarske na eni strani in neodvisna država Hrvaške na drugi strani, tako pri Prekmurju kot Medžimurju, kar je sicer del širše delitve ozemelj, ki zadeva predvsem Banat. Banat naj bi dobili Madžari, torej ali Madžari ali Hrvati. Na koncu interes so imeli tudi Romuni, na koncu so ga dobili Nemci in pravzaprav je okupacija Prekmurja in Medžimurja in priključitev v madžarsko okupacijsko cono posledica tega večjega načrta, ker sta Prekmurje in Medžimurje sta bila potem neke vrste kompenzacija za Madžarsko, ker ni dobila torej Banata. Prikazujemo še na kratko in s tem je pravzaprav konec tega panoja, kako so se potem odvijale zadeve naprej. Odvijale so se tako, da so bile imenovane torej komisije, posebne komisije, ki so ne povsod, ampak večinoma pa določale meje na terenu, kar je potem potekalo podobno, kot sicer poteka pri določanju meja. No in zadnja faza je bilo utrjevanje teh ozemelj, torej to pomeni čiščenje terena, postavljanje žičnih ograj, minskih poljev, stolpov, stražnih stolpov in v tem kontekstu zlasti na nemški meji tudi odstranjevanje prebivalstva. Meje so seveda zelo zarezale v življenje prebivalcev, kot vidite, že sam naslov govori o tem, presekale, ločile so hiše od posestev, pa tudi dostikrat pa seveda tudi cele družine in povzročile veliko gospodarsko in drugo škodo, ki je globoko zarezala v življenje ljudi. No, na drugem panoju, ki ga bo sedaj zavrtel kolega Balkovec, natančneje vidimo, kako so potekale te okupacijske meje. Najpomembnejši del ozemlja gospodarsko, najpomembnejši si je vzela Nemčija, ki ga je tudi želela vključiti v nemški rajh. Tega sicer formalno ni storila, ker je hotela najprej ponemčiti, potem pa zaradi odpora. Vendar je ne glede na to uporabljala v svoji okupacijski coni, torej na Gorenjskem, Štajerskem in Koroškem in v Mežiški dolini, je uporabljala rasno zakonodajo, kar je seveda pomenilo tudi rasno ocenjevanje, izseljevanje Slovencev, izselili naj bi jih tam nekje med 260 in 280 tisoč, uspeli so z približno 80 tisoč, v to številko so vključeni tudi tisti, približno 17 tisoč, ki so zbežali iz nemške okupacijske cone. Izseljevali so na Hrvaško in v Srbijo, ker so se temu upirali, zlasti ustaši so se temu upirali, bile so tudi komunikacijske težave in odpor, je potem večji del prebivalstva torej bil deportiran, poslan v Nemčijo. Srbi so Slovence sprejeli mnogo prijazneje in pomagali in to je tudi vzpostavilo kasnejše prijateljske vezi med Srbi in Slovenci, ki so se, kot veste, skrhali na to v 80-ih letih. Eden od takih izrazov tega prijateljstva, mimogrede, so bili tudi vlaki prijateljstva, ki so v času socialistične Jugoslavije potem vozili Slovence k Srbom, slovenske družine k Srbom in srbske k Slovencem, torej tistim, ki so med vojno dobili zavetje v Srbiji. Italijanska okupacijska cona se je sedaj razširila, torej poleg tistega, kar so z Rapalsko mejo dobili po prvi svetovni vojni, so sedaj razširili na Ljubljansko pokrajino, vendar so Rapalsko mejo ohranili. Tako da je znotraj Italije pravzaprav imela nek poseben status, ohranjene so bile torej mejne kontrole, potrebni so bile izkaznice, da se je prešlo preko te meje, čeprav so Italijani formalno to ozemlje vključili
v italijansko kraljestvo. No, kako je bilo v Prekmurju, boste slišali kasneje. Omeniti je treba tukaj še Ostaško NDH. Ta si je prisvojila približno 20 kvadratnih kilometrov ozemlja, 4 vasi s pripadajočim ozemljem, ampak njene ambicije so bile seveda mnogo večje. Že pred vojno so ustaši risali meje, torej Velike Hrvaške v Triglavsko pogorje, Slovence so imeli za alpske Hrvate in podobno, ampak seveda Nemci so njihove apetite omejili, ker Hrvaška je bila kvizlinška država, podrejena Nemčiji in zato tudi v odnosu do Madžarske v precej slabšem položaju. Se pravi, Madžari so bili pri doseganju svojih zahtev, mejnih zahtev, saj kar zadeva Prekmurje in Medžimurje, kot smo videli, uspešnejše. No, tukaj vidite potem še tisti drugi del, ki sem ga že omenjal, kako je pravzaprav ta meja bila utrjena s stražnimi stolpi, z minskimi polji, z žicami in kako so ponekod ustvarili mejne prehode, seveda strogo zastražene in pregledovali tiste, ki so čez meje hodili. Tukaj velja omeniti morda še to, da partizanska vojska, odpor, torej osvobodilna fronta, okupacijskih meja ni priznavala, v nasprotju seveda s kolaboracionističnimi silami, meščanskimi stranki, ki so na to pristali, zlasti na vključitev Ljubljanske pokrajine v italijansko kraljestvo. Zato je osvobodilna fronta svojo partizansko vojsko sčasoma ustvarila torej ilegalne mejne prehode. Veliko, to je šlo počasi, ampak v nekaj letih, je na koncu prišlo do kurirske mreže po celem nacionalnem ozemlju, torej od bi lahko rekli Benečije, pa do Porabija. Teh meja tudi ni, prejšnjih meja tudi ni priznavala. In partizanska pošta, pa tudi aktivisti so nosili, torej so bili zmožni prepeljati ljudi in pošto v enem dnevu iz enega konca Slovenije na drugega, kar je pravzaprav še za današnjo pošto redko. No, s tem bom jaz končal in nadaljujeta moja dva kolega. Lepo pozdravljeni. Torej, nemški načrti s Prekmurjem in pa seveda tudi Porabjem so stekli kmalu po Anschlussu leta 1938, ko je Nemčija sklenila redefinirati mejo z Madžarsko in seveda tudi na osnovi za njih krivične Saint-Germainske pogodbe iz leta 1919. V tem smislu so potekale razne študije, predlogi zemljevidov, takšnih in drugačnih ekspertov. Prvi, ki nam pride tu na misel, je seveda dr. Helmut Karstanjen, ki je bil glavni ideolog germanizacije za Štajersko in pa seveda s tem tudi Prekmurje. V širšem smislu pa je šlo tudi za preureditev jugovzhodne Evrope, kot je vidno tudi v zemljevidu oziroma naslovnici knjige, spodaj levo. Gre za knjižnico vključitev nemškega dela zahodne Madžarske v Reich, torej v Nemčijo. Na sredini vidite plastično orisan zemljevid, ki seveda je v bistvu skica Porabja. Modro označeno je slovensko območje, naselje oziroma slovenska ves in pa Dolnji Senik. Skratka, meje bi se na novo, kot že omenjeno, v duhu te ideologije in načrtov, ki so imeli tudi za posledico gospodarske koristi za Reich, bi se naj na novo torej potegnile. Seveda Prekmurje in Medžimurje oziroma Medmurje, torej Prekmurje, torej ozemlje med Muro in Dravo bi naj prišlo strnjeno k Madžarski. O tem je, kot vidimo tudi v rdečem kvadratku, posebej izpostavljeno, bolje videno sicer na tiskanih panoju,
je nekako Hitler se izrekel v začetku aprila leta 1941 v svojih smernicah za razdelitev Slovenije in seveda omenjeni ozemlji Prekmurje in Medžimurje bi naj pač bilo strnjeno k madžarskemu delu. Omenila sem že Karstanjena, torej spodaj je pridobljen dokument iz Berlinskega arhiva, političnega arhiva, kjer je zapisano, se pravi, gre za telegram posredovan iz Gradca v Berlin, aprila leta 1941, kjer se poroča o Prekmurju, o Murski Soboti, nemško poimenovanje za njo je Olšnic in pa Dolnje Lendovo ali Unterlimbach. Gre skratka za eno poročilo o tem, kako so prebivalci srčno sprejeli seveda začasno nemško poveljstvo. Torej, zdaj smo že pri naslednjem panoju, številka 4, pri menjavi oblasti. Seveda nam najprej v oči padeta zemljevida. Prvi zgoraj je zemljevid meje med Madžarsko in pa Nemčijo ter NDH oziroma neodvisno državo Hrvatsko oziroma Hrvaško. Okupacija med drugim pomenila tudi združitev Prekmurcev in pa Porabcev. Ti so zdaj seveda živeli skupaj oziroma meje jih niso več ločevale kot od obdobja po prvi svetovni vojni do same okupacije. Seveda so Nemci 16. aprila, torej na današnji dan, Prekmurje predali na svečanosti v Murski Soboti Madžarom, kar vidimo tudi spodaj, skrajno spodaj desno. Naj povemo, da so bili seveda tukaj posebni sentimenti strani Madžarov in pa tudi nemških prebivalcev v Prekmurju. Posebej recimo na Goričkem je bilo kar precej nemškega prebivalstva. To so kraji, kot so Fikšinci, Kramarovci, Ocinje in pa Rotenberg oziroma del sicer razdeljene Serdice. Če pogledamo podrobneje zemljevid na levi strani, ta manjši, to je ozemlje na Goričkem, ki je bilo vključeno torej v nemški rajh. Če pa pogledamo te naravne meje, torej na naravni meji sta bili reki in pa oziroma potoka Ledava in levi pritok Mure, torej Kučnica, in ta v času okupacije razmejevala Nemčijo in pa Madžarsko. Posebej treba omeniti tudi Štrigovo in pa Razkrižje z okolico, to so si lastili seveda Hrvati oziroma NDH, ampak Madžarska je pridobila tudi ta del torej ozemlja. Zdaj Hrvati, Hrvatice, razglas Ante Pavelića, se pravi o priključitvi Medžimurja, Štrigove in Razkrižja k NDH, to so bili ustaški načrti, ki pa se niso uresničili, torej ta sivi proglas. Ponovno fotografija spodaj kaže tudi slavje ob nastopu madžarske uprave Prekmurja. Pomikamo se počasi k panoju številka 5, tromeje, se pravi, že samo ime nam pove, kot tukaj levo imamo torej ta piramidni spomenik oziroma razmejitvena geodetska točka, to je v občini Kuzma, gre za 380 nekaj geodetsko višinsko točko, ki je torej znana pod tem istim imenom Tromejnik. Gre za mejo, ki značuje mejo med Slovenijo, Madžarsko in pa Avstrijo in je bil postavljen leta 1924, 4 leta po torej sprejeti trianonski pogodbi. Zdaj med okupacijo, torej v času vojne, je tromeja sicer postala dvomeja med Nemčijo in pa Madžarsko, kot smo že povedali. Zemljevid, ki ga vidimo zgoraj na vrhu, je današnje hrvaško ozemlje, južno od središča ob Dravi, ki je leta 1941 pripadlo Nemčiji oziroma torej nemškemu delu torej Štajerske, Reichsgau Steiermark, tako imenovano. V sklopu našega projekta oziroma raziskav smo seveda veliko dela opravili tudi na terenu, pričujoči fotografiji skupinski sta pravzaprav s terena, ena na desnem hrvaškem bregu reke Drave, južno od središča ob Dravi in pa potem tudi spodnja je tromeja, ki se skriva torej na območju med Slovenijo pa Hrvaško po osamosvojitvi, kot je nastala.
Neprecenljiv vir podatkov pa so bili tudi na samem terenu naši, bomo rekli, prijazni intervjuvanci in intervjuvanke. Na fotografiji vidimo gospoda Dajča ob družinskem mlinu in domačiji, v Sotini ob potoku Mlinščica, skrajno levo se mogoče vidi. No, in kar je, se pravi, neredek pojav v času okupacije je, da seveda je bila ta domačija priključena Madžarski, ne, v tem primeru, torej ne Nemčiji. Zdaj, samo življenje pod okupacijo, če smo že izhajali iz domačije in Dajčevega mlina, o tem več pričajo podatki prezentirani na plakatu številka 6, oziroma panoju številka 6, to je življenje pod okupacijo. Se pravi, okoli 15.000 Madžarov in pa blizu 90.000 tistih, ki so se imeli oziroma so bili Slovenci v času vojne, je prišlo pod madžarsko oblast oziroma okupacijo. Ni nobena skrivnost, da so Madžari bili zelo veseli, da so seveda pridobili tako imenovane južne pokrajine oziroma Delvidek. Zdaj, posebna situacija je bila pri porabskih Slovencih. Po eni strani so imeli stike s sorodniki, promet je bil tudi tako urejen, da so lahko potovali, so bili mobilni, pa vendarle, slabo se je godilo kar dejansko kolonistom, tistim, ki so bili prisiljeni v Prekmurje po združitvi z matico po prvi svetovni vojni, torej to niso bili izvorno prebivalci, ki bi izhajali prav iz Prekmurja, pač pa iz drugih delov Slovenije oziroma širše takratne kraljevine Jugoslavije. Na vrhu imamo fotografijo gospoda ob avtomobilu in pred svojo rojstno hišo gospoda v Gerlincih, Alojz Grah, ki govori o tem, da so ljudje vendarle vsaj v nekem delu bolje sprejeli, torej prihod Nemcev, ki so vsaj urejali infrastrukturo, se pravi, ta odnos se je kazal tudi s tem, kako so dejansko torej ljudje živeli pod okupacijo. V sredini imamo zakonca Stojko, ki pričala, kako je bilo, ko so imeli 4 ozemlje oziroma posesti na nemški strani, torej to je točno ta delitev, recimo, kot izpričuje tudi naslov razstave v Prekmurju, domačija ali neke posesti na eni strani, potem hlev na drugi strani, tako da ti spomini so še kako živi. Ne moremo mimo seveda prebivalcev, ki zdaj so že častitljive starosti. Pričevanje gospoda Jožefa Bire, spodaj desno, gre za pričevanje, kot se ga on spominja, torej v zvezi s šolanjem, kako je bilo v času šolanja, več o tem še v nadaljevanju. Se pravi, prišli so novi učitelji, ki seveda so bili izvorno madžarski, niso vsi seveda govorili lokalno, torej prekmurskega dialekta, tako da je prihajalo do težav v tem delu. Seveda, moj kolega Atila Kovač in njegov oče sta seveda tudi bila tako prijazna in sta izpričala, se pravi, gospod Ištvan Kovač, to je fotografija na desni, se pravi, Atilov oče se spominja, kako je bilo jeseni leta 1944, ko so prišli madžarski vojaki seveda v ta del Prekmurja. Ne glede na to, kako se je vojna na koncu odvila, lahko iz pričevanja torej tudi vidimo, da se po vojni so ohranili torej stike, ne glede na to, kakšen status so imeli torej kot vojaki ali okupatorji. Na plakatu oziroma panoju številka 7 pa podrobneje predstavljamo torej madžarizacijo. Omenili smo že, kako je bilo v šoli, torej razmere so bile podobne kot pred letom 19, preimenovali so se kraji, ulice, trgi, dominirali so seveda tisti datumi iz bogate madžarske zgodovine in pa kulture. V šolah, javnih institucijah se je uradno govorilo madžarsko, bo sicer na srednješolski stopnji, v osnovni šoli manj, kajti otroci, ki so bili rojeni seveda po združitvi z matico, niso obvladali vsi madžarskega jezika, tako da tudi dialekt je bil pomožni učni jezik. Iz knjižnic in drugih institucij je nemška oblast pravzaprav odstranila torej knjižno gradivo v slovenskem jeziku. Posebej si je prizadevalo za intenzivno madžarizacijo društvo, ki se je imenovalo
Madžarsko prosvetno društvo Venske krajine. Venska krajina, torej to je pravzaprav poimenovanje madžarsko za Prekmurje, kajti Prekmurce tu živeče že stoletja so smatrali za Vende, ne, recimo kot Slovence v drugih deželah oziroma pokrajinah čez Muro. Zelo simpatične povedne fotografije, ki jih tukaj vidite spodaj, sprosti čas drsanje, zgoraj recimo učenci meščanske šole v Dolnji Lendavi in pa v sredi pred Murskosoboškim gradom, pred portalom gradu, srednja trgovska šola. Skratka, ta pričevanja so se ohranila in roza plakat je pravzaprav vabilo na nogometno tekmo in seveda izpisano v madžarskem jeziku. Pridobili smo tudi prijazno na sodelovanje pristal tudi naš prvi predsednik, gospod Milan Kučan, ki je povedal, da njegov dedek ni hotel postati madžarski župan, čeprav odlično govoril madžarsko, kar je seveda predpogoj za neko tako funkcijo, in tukaj fotografija januarja iz letošnjega leta pred hišo svojega dedka, ki je bil tudi gostilničar in pa posestnik. Na naslednjem panoju bo pa kaj več o tem povedal kolega Atila. Atila, prosim. Darja, hvala za besedo. Lepo pozdravljen tudi v mojem imenu. Kot je že Darja povedala, zdaj bom nadaljeval in sicer naslednji pano govori o Slovencih v Porabju oziroma o Porabju samem. Sam izraz porabski Slovenci oziroma Porabje v bistvu se uveljavil šele po drugi svetovni vojni. V času med obema vojna pa se je uporabljal izraz rabski Slovenci, torej po reki Rabi, isto kot pri porabskih. V času pred prvo svetovno vojno pa so se Slovenci v Porabju in pa v Prekmurju imenovali z enim imenom, in sicer so bili skupno Slovenci na Ogorskem, pa Ogorski Slovenci. In kot je že omenila Darja, je prav Trianonska mirovna pogodba oziroma po prvi svetovni vojni potegnjene meje so v bistvu ločili Slovence v Porabju od Slovence v Prekmurju in s tem se je začel v bistvu ločeni razvoj teh dveh skupnosti, ki pa se potem leta 1941 ponovno združi, torej sta ti dve pokrajini Prekmurje in Porabje združili v eno politično upravno enoto in se je potem ta razvoj potekal spet istočasno v obeh delih. Na zemljevidu zgoraj vidite Porabje, v bistvu 8 naselij, kjer se nahajajo Slovenci. Kar je potrebno poudariti, da s tem, ko se je odstranila ta meja, ki je bila potegnjena po prvi svetovni vojni, je Madžarska ponovno uredila, torej postavila politični okvir oziroma upravni politični okvir, ki je bil pred prvo svetovno vojno na tem področju. Tako so recimo naselji Trtkova in pa Martinje, ki sta v bistvu v Prekmurju ponovno bili priključeni k notariatu v Nagornjem Seniku, to je največja vas v Porabju z okoli 1500 prebivalci, leta 1941 govorimo. In tudi ostale vasi so bile potegnjene, te porabske vasi so bile združene z naselji v zgornjem Prekmurju v Monoštorski okraj. Levo spodaj vidite en avtobusni vozni red. Madžari so takoj po priključitvi Prekmurja poskušali pokrajino čim bolj in čim hitreje prometno povezati z osrednjim delom države. Tako so že poleti 1941 ponovno postavili železniško povezavo, so povezali Mursko Soboto prek Hodoša predvsem z železno županjo in potem naprej z ostalim delom države. Dolnjo Lendavo oziroma Lendavo pa so povezali prek Rediča in Lentija z zaskim delom oziroma z bolj južnimi deli Madžarske. Poleg železniške povezave so pa potem postavili tudi avtobusne povezave oziroma promet in tako so povezali z avtobusno povezavo s Mursko Soboto in pa Monošter in sicer prek porabskih vasi. In ta vozni red v bistvu prikazuje vozni red avtobusov na tej relaciji. 4 vasi so bile pritegnjene oziroma pač povezane s to povezavo Gornji Senik, Dolnji Senik, Sakalovce in pa Slovenska ves, ki je danes že del Monoštra, torej naselja Monoštra. Oba moja sodelavca, tako vodja projekta kot pa kolegica Darja, ki je res sta že omenila, da smo imeli zelo velik poudarek na public history, torej na oral history.
smo šli na teren in smo zdelali z ljudmi globinske intervjuje in tudi uporabili bo isto, z 2 osebama smo napravili globinski, bolj poglobljen intervju. Na sliki desno vidite Mihaela Ropoša iz porodje, sicer z Gornjega Senika, trenutno živi v Ritkarovcih in nam je lepo povedal, kako je on doživel samo 2. svetovno vojno, predvsem konec vojne. Zelo razločno je nam opisal to pomanjkanje, ki je bilo ob koncu vojne v tem delu porabja, v bistvu v tem delu države. Na naslednjem panoju se tematsko isto veže na porabje in sicer imamo 4 zanimive fotke. Prej sem že omenil intervjuvanca Mihaela Ropoša, tudi na tem panoju vidite gospoda spodaj v desnem kotu, to je Jože Krajcar, doma z Gornjega Senika. Zelo žalostna je njegova zgodba. Leta 1944 je bil mobiliziran in sicer v nemško vojsko in premeščen gor na vzhodni del Nemčije, torej na fronto proti Rusom. Proti koncu vojne so ga tudi Rusi zajeli v Frankfurtu an der Oder, torej na Odri, in so ga poleti poslali v vojno ujetništvo v Harkov. In je bil vse do leta 1951, torej do 1951 v vojnem ujetništvu in je delal na gradbišču v Harkovu. Tako da po 6 letih oziroma po 7 letih se je vrnil domov v Porabje. Levo zgoraj je ena fotografija vojaka, ki je porabca Slovenca iz Gornjega Senika Sukiča, Jožeta Sukiča. Fotografija sicer izvira iz leta 1930, on pa je v času 2. svetovne vojne bil ponovno mobiliziran in je tudi padel na fronti. In ko smo že pri vojakih, desno je zelo zanimiv nagrobni spomenik, zanimiv v tem smislu, ker gre za partizanski nagrobni spomenik, se pa nahaja na Madžarskem, in sicer v Porabju in v mestu Monošter. Gre za nagrobni spomenik člana prekmurske čete, torej partizanske enote, ki se je oblikovala leta 1945, januarja leta 1945, in prekmurska četa je v bistvu ta svoj akcij radi delovanja razširila vse do Porabja, torej so razmišljali v zedinjeni Sloveniji, torej nekako so želeli tudi Prekmurje priključiti k neki novi nastali državi in enota četa, torej prekmurska četa je potem in marca se je pomaknila gor v Porabje in v bojih v bližini naselja Sakalovci je partizan Alojz Škerjanc Mirko padel in potem bil tudi pokopan v Porabju. Torej, in nagrobni spomenik oziroma grob pa je sedaj postavljen v Monoštru. Zadnja fotka prikazuje cerkev, Gornjeseniško cerkev. Pomembna je zato, ker v Porabju se je slovenska beseda ohranila predvsem v družinah in pa v cerkvi. Izredno pomembno vlogo je pri ohranjanju slovenstva in pa jezika igrala cerkev in prav ta fotka v notranju, ki prikazuje notranjost Gornjeseniške cerkve, pač nekako poskuša simbolizirati to povezano slovenstva z cerkvijo v Porabju. Gremo na naslednji pano oziroma na naslednji plakat, se vračamo v Prekmurje in sicer v Dolnji Lendavski kot, govori pa plakat o internaciji primorskih kolonistov oziroma istrskih in primorskih naseljencev. V obdobju med obema vojnama je jugoslovanska oblast v okviru agrarne reforme v Prekmurju razdelila veleposestniško zemljo. V okolico Dolnje Lendave so pa tudi naseljevali predvsem Slovence iz Prekmurja in pa iz Primorske in Istre. Ko je Madžarska leta 1941 priključila Prekmurje, okupirala, je takoj začela z razlastitvijo teh kolonistov, s tem, da je pa delala razliko med staroselci, torej med kolonisti Prekmurci in pa med kolonisti Primorci oziroma Istrani, pa še z drugimi, ki so prihajali z osrednjih delov Slovenije. Tako so prekmurski kolonisti še naprej lahko ostali doma na svojih domovih, s tem, da so večino zemlje oblasti jim odvzele, dočim pa so primorske in pa istrske koloniste madžarske oblasti popisale. In na sredini plakata vidite tudi en seznam, to je ta popis, ki smo ga najdli v arhivu na Madžarskem in vsebuje 587 imen, toliko primorskih in istrskih kolonistov so popisali
ki so jih potem naslednje leto, torej leta 1942, 22. junija, internirali v internacijsko taborišče Šarvar v železni županiji, blizu Sombatheja. Tudi med prekmurskimi, torej med primorskimi kolonisti smo uspeli najti osebo, ki nam je ta dogodek, to internacijo in pa potem življenje v taborišču in pa v rejništvu zelo lepo opisala. Ta gospod levo spodaj, Jože Vidič, ki se je rodil sicer v Kamovcih, primorskim kolonistom, sedaj živi v Lendavi, in tudi desno je ena fotografija z motorjem, ta mala oseba, ta mali otrok je spredaj, v ospredju je on, Jože Vidič, v Sivcu v Bački. Namreč kolonisti, ko so prispeli v taborišče, so imeli možnost, da so svoje otroke poslali v rejniškim družinam v Bačko, in sicer pravoslavnim družinam, to so bile srpske družine, in celo to akcijo je pa organizirala pravoslavna cerkev v Bački. In tako je cel kup malih otrok do 15. leta, mislim, da je bila meja potegnjena, so potem prispeli v Bačko in so bile nastanjene pri raznih družinah v Bački. Recimo tudi gospod Vidič je skupaj s svojima sestrama pristal v Sivcu v Bački in vse do konca vojne potem preživel v Bački. V taborišču imamo tudi desno pod zemljevidom, se lepo je ena naslovnica spominske knjige, ki je napisala gospa Agneza Papež. V taborišču so zelo lepe pesmice v tej knjigi oziroma knjižici, spominski knjižici, tako da sama knjiga pa je potem že objavljena v eni posebni publikaciji. Čisto spodaj sta še dve fotki, v bistvu je zgoraj pod seznamom je družinska fotka Vidičevih s Kamovec pri delu na polju. Čisto spodaj v sredini pa lahko vidite prizor z taborišča Šarvar, ko je pa prispela leta 1942 skupina internirancev. Toliko zdaj o tem, jaz ponovno predajam besedo Darji. Darja, izvoliš. Hvala, Atila. Nadaljevali bi prav tukaj, ko si omenil internacije, no, žal je tudi prekmurske Jude doletela podobna ali ista usoda kot Jude drugod po Evropi. Prisotnosti Judov v Prekmurju, kolikor imamo ohranjene dokumente oziroma vire, lahko govorimo od srede oziroma prve polovice 18. stoletja. Nekako do začetka okupacije so živeli relativno v miru, se pravi, so sobivali z ostalimi prebivalci. Vemo pa seveda, da je 19. marca 1944 prišlo do napada na Madžarsko strani Nemčije in kmalu potem se je seveda usoda Judov prekmurskih močno spremenila. Leta 1941 po popisu madžarskih oblasti je ali naj bi živelo v Prekmurju 438 Judov oziroma prebivalcev, ki so se deklarirali za judovsko veroizpoved. Po 26. aprilu pa so se začele množične aretacije. Če najprej pogledamo zgornji zemljevid, vidimo označeno, torej legenda nekoliko slabša, ampak če pogledamo dva vijolična indikatorja, se pravi spodaj Dolnja Lendava, zgoraj Murska Sobota, tu je živelo največ Judov v tem obdobju. Kaj se je zgodilo 26. aprila? Aretirali so prekmurske Jude iz soboškega pa lendavskega območja, jih zbrali v sinagogah oziroma izraelitskih templjih obeh in jih seveda internirali oziroma deportirali preko Čakovca in pa Velike Kaniže oziroma Nadškaniže po Madžarsko v več transportih, torej po železnici do Auschwitza. Preživelo je manj kot 30 Judov in nekaj teh, okrog 16, lahko vidimo na fotografiji spodaj desno. To je fotografija, ki je nastala po osvoboditvi junija 1945, skupinska, skrajno desno spodaj, med njimi torej tudi prekmurski Judje. Nastala je pa fotografija v Murski Soboti. Na sredini, levo od te skupinske fotografije, vidimo družino Blau, eno od judovskih družin, od katere je preživel zgolj Ludvik, to je ta gospod, ki stoji na drugi z desne strani. Skrajno levo spodaj pa imamo notranjost, interier tega izraelitskega templja ali pogovorno mursko-soboške ali soboške sinagoge.
ki je bila zgrajena še pred Prvo svetovno vojno. In vidimo tudi del obreda. Zadnji murskosoboški rabin je bil dr. Lazar Rot. Ljudje so ga imeli zelo radi, zelo učen gospod, ki pa je žal tudi svoj življenjsko pot končal v Auschwitzu. Na sredini vidimo detajle pokopališča judovskega v Lendavi oziroma Dolgi vasi. Marsikje se seveda pokopališča Judov tudi v Sloveniji niso v celoti ohranila ali so zdaj kot neke vrste spominski parki, kar pa seveda ni isto. Mogoče še o tem, ali imamo v Murski Soboti danes to sinagogo, za razliko od te v Mariboru ali pa Lendavi. Ne, jugoslovanska takratna oblast jo je dala porušiti kar čez noč leta 1954. In zdaj pridemo še k eni skupini. Na naslednjem panoju predstavljamo usodo Romov, prekmurskih Romov. Podobno kot drugod so bili Romi preganjani, tudi v Prekmurju. Nemške oblasti so pripravili načrte za njihovo izselitev, no tudi Madžari niso bili ravno prijazni do njih. V času okupacije so jim prepovedali uporabo recimo dvokoles, se pravi za mobilnost, ki omogoča tudi neko gospodarsko dejavnost in pa preživetje. Uvedli so dnevne in nočne straže v romskih naseljih, ter jih prisilili, da delajo na madžarskih poljih. In pa mnoge so poslali tudi na prisilno delo, na primer v Šopron. Nekateri so sicer od tam ali od drugod uspeli pobegniti, če so jih ujeli, torej žandarji so jih seveda lahko ustrelili na licu mesta ali pa so jih deportirali naprej v taborišče na Madžarskem ali pa tudi v Nemčijo. Zdaj, ozaveščanje Romov je toliko bolj prisotno zadnja leta tudi v sklopu omembe Porajmos, tako kot holokaust, kar je že omenil vodja projekta dr. Repe. Na fotografiji levo imamo sedež, torej te romske skupnosti v Murski Soboti. Zveza Romov Slovenija si prizadeva, da bi opozarjala slovensko in pa širšo javnost, torej da tudi romska skupnost, pa tudi Sinti, je bila preganjena med vojno, in o tem izpričuje tudi gospod, ki drži v svoji desni roki fotografijo pokojnega, torej 21 let starega očeta. To je gospod Mario Sandreli, in gospod na kolesu, ki ga vidimo zgoraj, je Jožef Baranja, ki so ga 21 let starega ustrelili februarja leta 1945 v Turnišču. Pričevanje o tem je zapisano tudi v povojnih spominih katoliškega duhovnika Ivana Jeriča. Uspel jih je samo nekaj izpovedati, žal, kljub obljubi, da jim bodo prizanesli, so jih vseeno potem ustrelili. No, in spomin na ustreljene Rome je danes recimo še prisoten ali viden tudi na pokopališču v Turnišču. Tukaj so spodaj levo 3 grobovi od 6 ustreljenih, torej Romov kot talcev. Besedo predajam kolegi Atili. Darja, hvala. Gremo k naslednjemu panoju, to je Madžari v Prekmurju in pa leto 1945. Torej, velika večina Madžarov je prihod madžarske vojske pred točno 79 leti navdušeno pričakala. To navdušenje pa je s časoma, torej z odmikom vojne, kopnelo in leta 45, aprila leta 45, ko so prišli vojaki Rdeče armade, oziroma ko je sovjetska armada osvobodila Prekmurje, se je del madžarskega prebivalstva v Prekmurju znašel pod udarom nove oblasti. Že poleti so v bistvu politične voditelje prekmurskih Madžarov in pa nekatere voditelje pa predstavnike naselij zaprli v dolnji lendavski zapor. Njilaše, torej pripravnike njilaške, te fašistično-nacistične stranke, ki so se proti koncu vojne ali pa med vojno včlanili v to stranko, pa so zaprli v taborišče v Filovci na Prevzgoju. Poleti julija 9. pa 10. pa so potem okoli skoraj 560 oseb prekmurskih Madžarov internirali v taborišče oziroma v grad Hrastovec, to je na sredini plakata se vidi, je fotografija gradu in pa spodaj tudi razglednica. To je grad, ki se nahaja blizu Maribora, med Lenartom in Mariborom, in od julija do konca septembra oziroma začetka oktobra je bilo tukaj zaprtih, kot sem že rekel, okoli 560 Madžarov.
prekmurskih skupaj z Nemci iz Prekmurja. Prav nekje po mesecu dni, torej nekje avgusta, so del internirancev premestili v taborišče Šterntal oziroma strnišče pri Ptuju, tako da so bili potem en del, predvsem mladi osebe v Šterntalu. To, da vemo točno število in pa tudi imensko, kdo je bil vse interniran v taborišče Hrastovec, se lahko zahvalimo enemu trgovcu, Rudašu iz Ramovžanec, ki je bil prav tako interniran v Šterntal oziroma v Hrastovec in je na skrivaj popisal vse pripadnike madžarske skupnosti, ki so bili internirani v taborišču. Tako da to je en list oziroma ena stran tega popisa, kjer so poleg imen potem tudi letnica in pa natančen datum rojstva. Zgoraj na zemljevidu pa smo potem predstavili v bistvu naselja skupaj s številom prebivalcev, koliko oseb so internirali iz teh dolnjelendavskega okraja. Zanimivo, da iz soboškega okraja, torej iz goričkih naselij, kjer živijo Madžari, niso internirali nobene osebe, samo z dolnjelendavskega okraja. Tudi Motvarjevci so tedaj še spadali po dolnjelendavski okraj in so tudi iz tega naselja internirali potem določeno število Madžarov. Gremo naprej na naslednji pano. Narodno-osvobodilno gibanje v Prekmurju. Čeprav odporniško gibanje v Prekmurju ni bilo tako razvito kot v preostalih predelih Slovenije, pa se je kljub temu tudi v Prekmurju oblikovalo več skupin, več oboroženih skupin. In sicer 4 skupine poznamo, ki so delovali na področju Prekmurja. Prva skupina se je oblikovala takoj po okupaciji oziroma po napadu in se je začela delovati po napadu sil osi na Sovjetsko zvezo. To je bila skupina pod vodstvom Štefana Kovača, ki je levo spodaj, vidite njegovo fotografijo. On je organiziral kot del komunistične partije Slovenije, je organiziral to gibanje v Prekmurju in poleti leta 1941 so že začeli z sabotažnimi akcijami in pa z raznimi propagandnimi akcijami. Desno zgoraj vidite eno skico, kjer je dosti črtic. Na levem so v bistvu naštete akcije, ki so jih izvedle, ki jih je v bistvu izvedla ta skupina, desno pa so imena, ki so sodelovala pri teh akcijah. To je v bistvu skica, ki jo je pripravila madžarska orožniška skupina, ki je bila zadolžena za to, da razbije to formacijo v Prekmurju in jim je oktobra leta 1941 to tudi uspelo. Kovač je padel v boju z madžarskimi orožniki, dva njegova tesna sodelavca, Evgen Kardoš in pa Štefan Cvetko pa sta bila obešena na dvorišču v Soboškem gradu. To je na levi zgornji fotografiji. Potem vse do leta 1944 ni bilo večjih oziroma nobenih drugih oboroženih akcij v Prekmurju. Jeseni pa so se potem pojavili 2 skupini v Prekmurju. Prva je tako imenovana Jamesova skupina, ki je v bistvu prišla v Prekmurje z nalogo, da zorganizirajo partizanstvo in pa politično organizacijo. Druga skupina pa je bila skupina Daneta Šumenjaka, narodnega heroja, to je ta slika na sredini. Šumenjak je čisto, torej skrajno desno. Obe skupini sta nekako, Šumenjakova skupina v bistvu še želela prevzeti oblast ob pričakovani kapitulaciji Madžarske. Oktobra je Madžarska za pol dneva, bom tako rekel, izstopila z vojne, vendar je potem Horthy pristal za nadaljevanje in to kapitulacijo so želeli izkoristiti, ampak do kapitulacije ni prišlo in niti do partizanskega prevzema oblasti. Zadnja skupina, ki je delovala v Prekmurju, pa je bila tako imenovana Prekmurska četa, se je oblikovala oziroma se je ustanovila januarja leta 1945 in je en čas prebivala v tej koči, desno, čisto spodaj je fotografija koče, Foglerjeve koče v Bukovnici in odtod je potem šla na razne akcije po Prekmurju, tudi celo do Porabja. Zadnja zgodba, ki jo želimo na tem plakatu predstaviti, pa je že v bistvu čisto na koncu vojne se je zgodila in sicer smo ta sliko, desno spodaj vidite truplo župnika Danijela Halasa iz Velike Polane. Pod fotografijo smo napisali zadnja žrtev Madžarov ali prva žrtev nove oblasti.
Namreč še dan danes ne vemo, natančno nimamo konkretno podatkov oziroma dokazov o tem, kdo je ubil Daniela Halasa, župnika, zelo popularnega oziroma zelo spoštovanega župnika, ki so tudi recimo Madžari leta 1941 zaprli, je bil zaprt 9 mesecev na Madžarskem zaradi sodelovanja s partizani, s to Štefanovo Kovačevo skupino. Na pobudo škofa Sobotelja so ga potem izpustili, je prišel nazaj k vernikom. In 16. marca leta 1945 je bil v Lendavi, je spovedoval in na poti nazaj v Polano so ga zvečer na Hotizi neznanci ustavili, ga surovo pretepli, odvlekli do reke Mure, ki je tam v bližini, in ga ustrelili. 3 dni kasneje so truplo našli, pokopali 21. marca. Še dan danes pravim, konkretnih dokazov nimamo o tem, kdo ga je ubil, so to bili Madžari ali pa partizani. Skratka, je pa dejstvo, da leta 2002 se je začel škofijski postopek zagotavljanja mučeništva Daniela Halasa. Tako da, še malo, verjetno bomo Pavlu tudi dočakali to, kaj se z njim zgodi, kaj bo s tem mučeništvom. No in še zadnji pano, oziroma zadnji plakat, je pa konec vojne. V Prekmurju se je vojna v bistvu končala, so osvobodili sovjetski vojaki skupaj z bolgarskimi in pa člani prekmurske čete aprila leta 1945, začetku aprila. V bistvu v Prekmurju se Nemci in pa enote, ki so se borile poleg Nemcev, to so bili tudi neki kozaki pa madžarske enote, so se povlekli na desno stran reke Mure in so se potem tam utrdile. Torej na reke Muri, Kučnica, reka Rabe in tako naprej proti severu. V bistvu je potem reka Mura postala frontna linija vse do konca vojne, tu so potekali zelo hudi boji in šele potem pač konec vojne je te boje v bistvu prekinil. Osrednja fotografija na plakatu je v bistvu nekako simbolizira tudi konec vojne, saj gre za fotografijo, ki je nastala 12. avgusta leta 1945 in pa predstavlja pa slavnost odkritje spomenika zmage v centru Murske Sobote. Sam spomenik je bil izdelan po načrtu enega ruskega oficirja, kipa, bronasta kipa v ospredju, sta kipa partizana in pa sovjetska vojaka, pa sta delo dveh Slovencev, brata Zdenka in pa Borisa Kalina. Težko se vidi, ampak tudi sama slavnost je nekako prikazovala to zmago zavezniških enot, ker poleg spomenika, ki je dejansko bolj partizanski in bom tako sovjetsko usmerjen, v ozadju vidimo tudi zastave zavezniških držav, torej angleško, ameriško in pa seveda tudi sovjetsko zastavo. Zanimivo tega spomenika je, da kljub temu, da so leta 1948 prišlo do spora med Jugoslavijo in pa med Sovjetsko zvezo oziroma med sovjetskim blokom, spomenika niso odstranili, pa niti leta 1991 po spremembi političnih sistemov spomenika niso odstranili, čeprav so bile ideje, da bi ga odstranili. Ostaja tako kot nek memento za to, kar se je dogajalo v letu 1941 in 1945 v Prekmurju. Omenil sem že leto 1948, pomembno je za Prekmurje to iz razloga, ker, kot sem že omenil, je prišlo do spora med Jugoslavijo in sovjetskim blokom in tedaj leta 1948 so je na prekmurskih mejah napram Madžarske pojavila železna zavesa, se je postavili predvsem Madžari in o tem nam govori tudi prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, kako je kot otrok doživel postavitev te železne zavese na meji med Madžarsko in Jugoslavijo in kako se je ta svet potem dejansko ločil in šel malo drugačen razvoj. S tem v bistvu bi jaz končal svojo predstavitev. Za konec bi samo še eno zadevo povedal, poudaril, da je razstava trojezična, kar se mi zdi zelo pomembna, saj poleg slovenskega jezika v angleškem in v madžarskem jeziku predstavljamo to dogajanje na območju Prekmurja v času druge svetovne vojne, v času okupacije. Tako da jaz zdaj s tem končujem in predajam besedo ponovno gospodu Bojanu Balkovcu. Bojan, izvoliš. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil vsem trem predstaviteljem, Božu Repetu, Darji Kerec in Atili Kovač, za njihovo, kot rečeno, predstavitev tele razstave, ki smo jo danes na dan obletnice, 79. obletnice, ko so Nemci Madžarom
predali Prekmurje, pripravili v tej obliki, v upanju, da se bomo kmalu v pravi obliki, torej v živo s panoji, lahko videli v Murski Soboti in vam razstavo pokazali na običajen klasičen način, kakor je bila tudi načrtovana. Tako pa vas zaenkrat danes za zaključek pozdravljamo iz drugih lokacij, iz Borovnice, iz Ljubljane in iz Lendave. Hvala za vašo pozornost.